Želimo voditi državo, so danes sporočili župani, ki so predstavili novo ustanovljeno stranko županov. V prvi fazi bodo stavili na povezovanje s sorodnimi listami, novembra bodo predstavili svoj program, ki bo izhodišče za morebitno sodelovanje. Bo tudi stranka Vladimirja Prebiliča, ki je danes v Kočevju zbral podpise potrebne za ustanovitev stranke, ki bo svoj program predstavila oktobra. Ob njeni predstavitvi bomo izvedeli z prve roke. Z nami sta Vladimir Prebilič in predsednik stranke županov Marko Funkel. Dobro večer obema. Dobro večer. Gospod Funkel, pravite, da je vaš dolgoročni cilj voditi državo. Bi jo vodili tako, kot jo vodi Robert Golob? Verjetno ne, drugače se ne bi odločili za to potezo. Kako drugače bi jo vodili? Z povezovanjem, za več povezovanja. Jaz mislim, da moramo preseči te delitve, ki so vsakodnevno na mizi. Mislim, da smo z gospodom Prebiličem že kot župana dobro sodelovala in ta modus operandi moramo prenesti tudi na državo. Še več sodelovanja, manj centraliziranega odločanja in poslušati recimo tam, kjer so občine v igri, kaj občine mislijo na kakšen način rešiti te težave, ker sem prepričan, da je ogromno znanja in še nekaj župani in občine imamo privilegij, da delamo vsakodnevno z ljudmi in za ljudi in to je dodana vrednost, ki jo premalokrat izkoristimo. Gospod Prebilič, vidite vi stranko županov kot konkurenco ali menite, da ne bo močna konkurenca? No, najprej čestitam kolegu oziroma bivšemu kolegu za ustanovitev te stranke. Tudi sam sem se v preteklosti prizadeval, da bi lokalno skupnost oziroma lokalne skupnosti bolj povezali med seboj in da bi bil glas lokalnih skupnosti bolj slišen napram vlade. Mogoče bi samo v enem delu dopolnil. Mislim, da žal katerakoli vlada že absolutno premalo sodeluje z lokalnimi skupnostmi in mimogrede en podatek, 60% vseh evropskih investicij izvedejo regije in občine, pa vendar imamo v Sloveniji težave sodelovanja. Torej, mi moramo odpreti te kanale, da se bomo bolje in pa učinkoviteje slišali, da bodo stvari lažje. Bi pa dodal še dve zadevi, ki so problematične pri tej vladi. Prva je preprosto aroganca, kjer se zdi, da smo pravzaprav vsi mi državljani potrebni samo enkrat na 4 leta, takrat, ko damo svoj glas. In druga stvar, korupcija in pa integriteta. To so temeljni vprašanji v demokraciji. Če ti dve stvari ne funkcionirajo, potem tu država ne more funkcionirati. Gospod Funkel, vi ste dejali, da boste svoj program predstavili novembra. Ta bo tudi podlaga za povezovanje s sorodnimi listami. Kako bo torej delovala stranka županov? Kako se boste povezovali? Ja, v osnovi je zbiralo podpise 9 list, se pravi, mi smo na začetku naredili en korak k temu, da skupaj naredimo eno stranko in če lahko povežemo te lokalne liste, ki jih je v Sloveniji preko samo županov neodvisnih je več kot 130, kar pomeni, da imamo zelo razbito vojsko po celi državi in tukaj moramo najti način, kako te ljudi prepričati, da smo močnejši in da lahko naredimo več. Jaz sem prepričan, da teh 9 list, lokalnih list, sledi temu še nekaj list in županov, z nekaterimi smo v pogovorih in jaz verjamem v to, da bo že v mesecu novembru preko 20 lokalnih list povezanih v skupnost. In to mislite, da vam lahko omogoči prestopi preboj v parlament? To je dobra podlaga, ker sem prepričan, da štartamo edina stranka, ki štarta iz stališča, da imamo lokalne ekipe že na terenu. Mi nismo stranka, kjer se pridružujejo posamezniki, ampak združujemo liste. In to verjamem, da je lahko konkurenčna prednost. Tega do zdaj še niso poizkusili drugi. Gospod Prebilič, vi napovedujete ustanovitev stranke za oktober. Kakšna bodo torej zdaj vaša programska izhodišča? Večina vas vidi kot glavnega konkurenta, ki lahko Robertu Golobu ogrozi zmago na levici. No, jaz bi se v tej priložnosti najprej zahvalil danes vsem, ki so mi zagotovili podpise. V enem samem dnevu smo izbrali več kot 400 od 200 potrebnih, da lahko stranko ustanovimo in res hvala vsem, ki so to omogočili. Kar se tiče sodelovanja s kolegi, absolutno mislim, da tukaj ne bo nobenih težav. Sam pa bi razširil diapazon. Jaz mislim, da je potrebno dati spet nazaj v fokus gospodarstvo. Treba bo to gospodarstvo tudi razbremeniti, vendar ne na način, da bomo ogrozili socialno državo in pa stabilnost javnih sistemov, zdravstva in šolstva. Menim, da potrebujemo več tujih naložb, predvsem pa moramo vrniti politiki neko spodobnost, te namreč danes ni, in drugič moramo zagotoviti neko kontinuiteto in predvidljivost. Sam sem veliko delal s tujimi podjetji in vsak vedno znova poudarja, veste, najpomembnejše za tuje naložbe je, da vemo, kaj nas čaka jutri in pojutrišnjem, ne pa da se vsakič znova zdrznemo, ko prežgemo televizor in zvemo nekaj novega. Gospod Prebilič, niste mi odgovorili pa na ta zadnji del vprašanja. Ali vidite sami sebe kot glavnega konkurenta, ki lahko
Robertu Golobu spelje zmago na levi sredini? No, jaz se bom seveda potrudil, da bom prepričal čim več ljudi. Ljudje bodo imeli vedno prav in tudi na koncu bodo odločili, verjamem v ekipo. Stranka sama mora narediti čim več, jaz seveda lahko nekaj doprinesem k temu, ampak verjamem predvsem v sodelovanje, v dobro ekipo in jaz mislim, da je mogoče prav vse. Povejte mi, gospod Funkl, s čim menite, da vi lahko prepričate volivce, da vas bodo volili? V prvi vrsti smo zaenkrat pri programu bili skopi, ker bomo predstavili v novembru, ampak smo pa vendarle izpostavili eno pomembno besedno zvezo, to je prostorska pravičnost. Kaj to pomeni? Ta prostorska pravičnost je zelo širok pojem, ki pomeni, da morajo imeti ljudje kjerkoli v Sloveniji podobne pogoje za to, da lahko živijo, kar pomeni dostopnost do stanovanj, dostopnost do nekih normalnih cen energentov in tako naprej. In hkrati je ta prostorska pravičnost tudi lahko zelo pomemben faktor umeščanja v prostor za razvoj gospodarstva, za urejanje vodotokov, za urejanje cest in tako naprej. Menimo, da imamo v Sloveniji prevelike razlike med različnimi regijami in ljudje, ki živijo v Hrastniku, v Prekmurju ali na Primorskem, imajo drugačne pogoje in mi si moramo prizadevati, da te razlike zmanjšamo. Gospod Prebilič, danes je na plan prišlo kar nekaj imen, ki naj bi se vam pridružilo. Nekdanji poslanec LDS-a Dušan Vučko, potem poslanec LMŠ-ja Brane Golubović, tukaj še zdravstveni minister v času Janševe vlade gospod Poklukar. Zakaj menite, da stranka, ki jo ustanavljate, potrebuje ta imena, ki so v bistvu v politiki že bila in potem iz te politike odšle? Zakaj bolj ne stavite recimo na nova imena? Zelo dobro vprašanje. Nova imena je danes zelo težko pridobiti za politiko. Zakaj? Ker je politika postala pravzaprav, kako ne rečem, v nemščini imamo izraz Schimpfwort, se pravi ena psovka pravzaprav. Politika je degradirana do te mere, da se ljudje enostavno politike več nočejo iti. Razloga sta pa dva. Kdorkoli se vanjo vključi, je nenormalno izpostavljen in največkrat negativno sprejet in drugič gre za nestimulativno okolje za doseganje rezultatov. Torej, imeti moramo mešanico novih obrazov, starih obrazov in mislim, da je to prav način. In še ena mehna misel, veste, v Sloveniji imamo določeno količino dobrih kadrov. Sam osebno ne prisegam na to, da se ljudi meče čez ramo, če nekdo dobro dela in če ni tako ali drugače obremenjen s kakšnimi drugimi koruptivnimi tveganji, potem si ga želim tudi v svoji ekipi. Gospod Funkl, danes so vas stali še župani Kopra, Aleš Brežan, pa potem Celja, ki je zmagal s podporo Levice, članica izvršnega odbora vaše stranke, nekdanja poslanka LMŠ Jerca Korče. Ali to pomeni, da je stranka županov leva stranka, levo usmerjena stranka? Najprej moram povedati, ni stranka županov, gre za zvezo list lokalnih skupnosti. Samo prijelo se je ta, kako bi človek rekel, v narekovajih se je to ime prijelo in vsi mediji ga citirajo. Mi bomo na tem mestu seveda povabili širše strokovno, več strokovnjakov k temu, da oblikujemo kvaliteten program in jaz mislim, da je na podlagi programa in vrednot, ki jih bomo zastopali, nas boste sami znali popredalčkati na levo ali na kam drugam. Ali morda pomeni, da bo to na koncu stranka županov? Še enkrat, to bo zveza list lokalnih skupnosti, se pravi stranka ljudi. Najlepša hvala obema, da ste bili naša gosta. Hvala za vabilo. Hvala tudi vam.